Maja Derčar, Radio Slovenija. Nekaj stvari se sicer ponavlja iz tiste, recimo očitek v tem pritožbenem postopku o tem, da je neučinkovito pravno sredstvo in sodno varstvo, kot v tisti prejšnji zahtevi, ki jo je vložila Združenje občin. Se pravi, kaj je tukaj zdaj tisto, kar se ponavlja, ali pa zakaj ste to še enkrat vložili in pa kakšne stvari so pa čisto nove? Kot sem že omenil v uvodni predstavitvi, to mnenje oziroma pravne podlage so bile skupne, ker smo v tej iniciativi tudi skupaj z obrtniki, z občinami, bili tudi naročniki oziroma smo jih lahko uporabili. In ta osnovni del te zahteve, se pravi spodbijanje davčne osnove, spodbijanje postopka, so identični argumenti za občino, za posameznika, za kmeta, obrtnika, za cerkev. Zato je ta del praktično identičen. Je pa, kot sem že dejal, bila dopolnitev in je podrobneje razdelano v tem dokumentu, ki je pravna podlaga za vložitev, kot pa je bilo prvo pravno mnenje, ki je opisal ta neskladje, ki je bilo pridobljeno že v novembru. Tako da v tem delu sta ti dve zahtevi praktično identični. Tudi v skupni, celoviti, naš cilj je bil, da bi poslanci vložili res celovito z osvetljeno vseh aspektov, da ima Ustavno sodišče na enem mestu te argumente združene, medtem ko je lahko Združenje občin poleg te osnovne izpodbijanje davčne osnove postopka pa preciziralo sam postopek oziroma neskladja z področja lokalne samouprave, tako področja financiranja, avtonomija. Od tu naprej pa so še dodano nekatera poglavja, ki se temeljite nanašajo na same obrtnike, na obrtno dejavnost, na kmete. V tem delu je bilo še tudi dopolnjeno, predvsem pa tudi v tistem delu, kot je bilo že omenjeno strani gospe Ljudmile, da je tudi za področje objektov v lasti cerkve, kjer se opravlja podobna dejavnost kot v občinskih objektih, da tudi za to poskrbimo v tej ustavni presoji. In v tej celoviti je sedaj resnično vse zajeto in kot sem že dejal, podobno celovito lahko da tudi zahtevo državni svet, ki ima identičen status kot kvalificiran predlagatelj, kot ima državni zbor s 30 podpisi.